Jaz sem že kot otrok pač šla s starši v naravo, v hribe, na planine in so mi že oni dosti rastlin pač pokazali, me naučili pač imena, za kakšno stvar se katera stvar uporablja. Potem mogoče malo med študijem si nekako izgubila to povezanost, ampak na koncu te še zmeraj kliče k tisti naravi in k tistemu, kar ti je najbolj blizu. Na možnosti, ki sem jih pač imela v tem okolju za življenje in za neko delo, je bila to ena kombinacija tega, kar sem pač imela izobrazbe in pa kar sem imela na voljo, se pravi kmetijo, domačijo. Prej sem pač delala v gostinstvu in me nekako to ni izpopolnjevalo in je bila to nek klic nazaj k naravi, tako ena taka moderna pehta, no. Tako en tak tipičen delovni dan je ful težko recimo opisati, zato ker jih je več tipičnih dni. Ampak tako nekako, če povzamem, jaz si res zjutraj vzamem dosti časa za en tak umirjen zajtrk in da se nekako telo počasi prebudi, potem pa naprej na delo. In večinoma dopoldnevi so rezervirani za nabiranje, ker so takrat pač rastline v tistem najboljšem času za pobiranje in za potem primerno sušenje. Tako da, ko pridem pač nazaj iz nabiranja, je to eno sortiranje, pa razporejanje, rezanje, pač priprava za sušenje. Potem, če imam že kakšne stvari od prej, da so suhe, jih tiste potem pospravljam, pakiram, označujem. Potem je tudi delo na njivi, vrtu, pa raziskovanje novih terenov za nabiranje, tako da dela nikoli ne zmanjka. Večeri pa kakšni deževni dnevi so pa večinoma za kakšno papirologijo, ki mi jih ne diši, ampak je pač del tega. Tudi se mi zdi, da z nekim odnosom do narave, ko greš ti nabirati, da ne pobereš vsega, da v bistvu pustiš, da narava se lahko obnavlja, da pustiš rastlini, da se osemeni, da imaš za naslednje leto tudi za pobirati. Tudi to je en tak princip zeliščarjev, ki bi se ga mogli mogoče tudi tisti amaterski zeliščarji držati, da ko ti pač najdeš en prostor, ki ima res polhno ene rastline, da pač pustiš, da naprej dela narava svoje. Čaj iz vrečke so taki, tako bom rekla, ena taka instant rešitev tega modernega, hitrega sveta, ki meni sicer ni blizu, tako da mi tudi čajne vrečke niso blizu. Če nekdo se že gre, da bi rad s čajem se nekako, ne vem, ali je to za svoje zdravje, ali je to za neko pomiritev, ali pa kakorkoli. Ponavadi pač čaj vzamemo, ker se počutimo slabo, ali pa vsaj tisti, ki ga ne pijejo drugače vsak dan. In da bi več za svoje zdravje naredil, če bi pač vzel čaj na rinfuzo, pa si pač zrihtaš tisto cedilo ali pa svoje saj so filter vrečke tudi že take, da se jih da večkrat uporabiti ali pa iz materialov, ki so naravi prijazni in človeku. V tem času raste toliko enih rastlin, ki so dobrih za to obdobje. Se mi zdi, da je narava itak poskrbi, da ti da v tistem trenutku, ko neko stvar rabiš, ti tisto tudi ponuja. Tako da rastlin je ogromno, od pljučnika, trobentic, vijolic, regrata, vse rastline, ki trenutno rasejo, so nekako za neko krepitev imunskega sistema, čiščenje telesa ali pa za pomoč pri dihalnih težavah, kašlju ali kakorkoli, nekako pripomorejo za tegobe, ki jih imamo v tem času. Mogoče to, da si pač ljudje grejo, pa si naberejo sam svoj čaj, pa naredijo s tem, ko grejo na sprehod, tudi nekaj zase, pa imajo potem še čaj še za naprej, za kakšen drug dan. Jaz bi mogoče ljudem v tem času nekih omejitev in nekih napetosti, ki se jih soočamo, samo svetovala, da naj bo čim več v naravi, naj čim več izkoristijo pač ta svež zrak, ki ga mi v naši okolici imamo. In naj si mogoče kakšno stvar se naučijo, pa naberejo kakšno novo rastlino, ki jo mogoče prej niso uporabljali. Seveda pač je treba biti pazljiv, da ne
kakšne napačne uporabimo, ampak ja. Če rabite drva, vzemite psa s sabo.